večer vsem skupaj. Najprej po tako lepi glasbi se mi zdi kar škoda, da bi zdaj karkoli govorili, ker je tak umetniški uvod bil, ampak vseeno mislim, da smo se zbrali, da razmislimo o vprašanjih, ki so bila odprta. Lepa hvala Milanu Knepu, ki je legenda teh večerov, mnogi ga poznate, takrat je bil še teološki tečaj. Veliko čast mi je, da sem lahko s tako imenitnima gostoma nocoj, z mojim šefom, rektorjem univerze, profesor Pejovnikom. Moram povedati, tajnica to povedala, ne vem, če lahko izdam, da je gospod rektor bolan, ima neke viruse, ampak je rekla, s posle ga bomo pripeljali na fakulteto. Tako da mu zaploskamo lahko. Jaz sem tudi, ko sem imel neke slovesnosti s sorci in tam zadnje dneve, tudi malo obglas prišel, pa bom zato bolj kratek. Potem lepo pozdravljam gospoda akademika, predsednika akademije, dr. Trontla. Ko smo se pogovarjali o tem večeru, sta se oba z veseljem odzvala na ta zanimiv forum in seveda prepričan sem, da boste povedala izjemno veliko lepih in zanimivih reči. Potem našega dekana, dr. Stanka Gerjola, ki budno vse spremlja, in seveda vse vas, ki ste se tako v lepem številu odzvali na povabilo na ta večer. Upam, da bo prišlo kaj sonca oziroma svetlobe v to meglo, zdaj bo bolj luna kot sonce, ampak vseeno, da se bo kaj razkadilo. Včeraj mi je tajnik rekel, da sem pridigal predolgo pri frančiškanih, ko sem krščeval katehumene, je bilo 17 minut, danes imamo 15, ne? Milan bo poskrbel, da ne bo predolgo. Glejte, trije izzivi, pred katerimi stoji cerkev, marsikaj bi lahko odprli in pogovor boste imeli možnost, da vprašate in spregovorimo o tem, koliko smo zares sol. Jaz bom skušal malo samokritično razmisliti o tem, kaj bi cerkev lahko storila, pa morda ne stori, kaj bi lahko kristjani naredili v času in prostoru, v katerem smo, pa smo morda postali preveč mlačni, kaj je s tem evropskim krščanstvom narobe, da več ne nagovarja človeka, pa da mora človek iskati vse mogoče druge stvari. Tukaj bi malo pod vprašaj postavil tezo, da živimo v času sekularizma, nekega grobega. Mislim, da to čisto ne drži, v neki meri seveda drži, ampak po drugi strani pa vidimo, da je zanimanje za duhovnost izredno veliko. Če samo pogledamo, koliko raznih skupin je registriranih, ali pa, jaz grem navadno v knjigarno tole na Čopovo, kjer je gor en oddelek za vso to možno ezoteriko in tisto pravijo tiste prodajalke, da se prodaja za med. Skratka, zanimanje za vse mogoče razne stvari, kombinacije krščanstva, raznih kamnov, horoskopov, številk, polne, prazne lune, tega na tem področju je veliko, te koktejl religioznosti. Torej, ali smo kristjani dovolj prepričljivi, dovolj velikonočni, dovolj osvobojeni, ali res prinašamo neko radost, pogum, upanje v ta svet ali ne. Zato poudarjam kot prvo točko, o kateri bi razmislil, problem dogmatizma in moraliziranja, od tega, to je nevarnost cerkve, papež Benedikt XVI pred 2 letoma Veroni na to zelo jasno opozoril, ne moralizirati, ne nek dogmatizem, ampak poslušanju in dialogu. To bi bila prva točka, potem notranja svoboda, pristnost, iskrenost, skromnost, čut odgovornosti za bližnjega. Tukaj bi morda navedel stavek Katarine Sienske. To je bil stavek, ki ga je povedal čisto na začetku pridige Canterburyski nadškof primas anglikanske cerkve in sicer na tej slavni kraljevski poroki v Westminsterski opatiji. Ampak tega takrat niso pri nas prevedli ravno pri prevajanju te, oziroma ko je bil prenos te slovesnosti. In sicer začel je sveto Katarino Siensko, ker je bila ta obred, se pravi, ravno na njen god 29. aprila, če ne se te poroke najbrž ne bi zapomnil. In je citiral Katarino Siensko in sicer prvi stavek, takole se glasi: Bodi to, kar si, pristen in iskren,
to še ni dovolj, postajaj to, kar Bog pričakuje od tebe in razžaril boš ves svet. To je vprašanje vsem nam, od škofov do zadnjega otroka, ki je v cerkvi ali kodarkoli drugod. To se pravi, to se mi zdi pomembno in da smo pristni, iskreni in da v tej potrošniški družbi nismo preveč otroci tega sveta, ampak da od logike imeti prehajamo k logiki biti. Na ta virus imeti čim več, da nekaj raste in podobno, nismo imuni, noben človek na tem svetu. Potem pa predvsem preseči fatalizem, vdanost v usodo in preiti k razumnosti in odgovornosti. To se mi zdi pa eden temeljnih problemov tudi v cerkvi in drugače v družbi ga nekako občutimo, doživljamo. Vdanost v usodo, ja, je vse tako bilo, pa se ne moramo nič spremeniti, pa še 100 let bo tako, pa tako težko je in podobno. To ni to, to ni krščanstvo, to ni cerkev, to ni človek, ne glede na vero, prepričanje, filozofijo. Človekova vitalnost, mladost se kaže ravno v tem, da čuti in ve, da je lahko drugače in da se ta svet ne začne spreminjati, ne vem, neki Aziji pa Južni Afriki, ampak v meni. Če sem jaz drugačen, če v meni več upanja, če sem sam bolj pogumen, če sem sam bolj osvobojen, je tudi svet okrog mene drugače. Kadar pa nekdo skozi svojo identiteto gradi na nekem potencialnem sovražniku, tudi v cerkvi je to velika nevarnost, da nam vedno nekdo nekaj hoče, ne vem kateri sistem, pomeni, da je z nami nekaj narobe. To logiko je imel nek drug sistem, da je vedno imel nekega potencialnega sovražnika. Naša identiteta je pristnost evangelija in čim bolj smo pristni in iskreni in svobodni v sebi, tem bolj lahko gradimo dialog in poslušamo drug drugega. Tem bolj se lahko uresniči prva točka tega, kar hočem poudariti, da je potrebno preiti k poslušanju, dialogu. Pluralnost je bogastvo bivanja. Tukaj bom citiral enega jezuita, ko sem bil v Oxfordu, upokojen jezuit, provincial, malo je govoril, kaj ne povedal, je bilo pa od sile pametno. Je rekel, gledajte, vsi problemi, razkoli s pravoslavno cerkev, protestantsko, drugi problemi v družbi, niso nastali toliko na ravni teorije, teologije, filozofije. To ni bil problem. Temeljni problem je bil ego. Egocentrizem, ljubosumje in nevoščljivost. Ko sam človek postavi sebe v središče, takrat dialoga ne more več biti. Takrat je namesto binkošti Babilon. Takrat hoče človek biti Bog, mali Bog in seveda, če on mali Bog, so vsi okrog njega ne vem kaj, neke figure. In tudi pri kristjanih je ta nevarnost in ta razsvetljenska logika egocentrizma, s to smo tudi mi bolj določeni. Se pravi, iskati se oziroma truditi se za dialog, govoriti in poslušati. Glejte, tukaj je bil pravi revolucionar Tomaž Akvinski. Sveti Tomaž je bil teolog, ki je svoje razmišljanja vedno začenjal z nasprotnimi mnenji svojih sogovornikov. In ta nasprotna mnenja izvzel silno resno. Pa ne zato, ker bi želel dokazati, zakaj se motijo, pač pa zato, da bi pokazal, kako imajo do neke mere prav. Celotni srednjeveški disputacijo je bil razprava, s pomočjo katere si se učil od svojega sogovornika. Lepo je, da bi se od Tomaža tudi mi kaj naučili. In torej čas je, da preidemo k tej razumnosti, poslušanju, dialogu. Václav Havel je zapisal, očitno je obdobje ideologij dokončno zaključeno, mislim, da zdaj stopamo v obdobje razmišljanja. In potem še naprej pravi, v obdobje odgovornosti in razumnosti. Torej govorice, ki spoštuje, ki posluša, ki se veseli drugačnosti in se od drugega mnenja nekaj nauči. Druga točka, ki bi jo rad poudaril, se pravi,
pred katerim, to je pomemben izziv za vse nas kristjane v tej potrošniški družbi, od logike imeti k logiki biti. Ta notranja svoboda, notranja nenavezanost. Temeljni problem, pred katerim stojimo, je kultura udobja in ugodja. To je več avtorjev, pa jih ne bom navajal, ki pišejo o tem, to nisem problem Slovenije, ampak sodobne družbe. Paše mi, ugaja mi, raste mi, čim več imam, dobro je, uživam. Skratka, ta kultura udobja in ugodja lahko človeka uničuje, ker je to zopet neka oblika malikovanja in nek poskus želje pomoči, ki se kaže preko imetja ali pa česa drugega. Torej, to jemlje človeku notranjo svobodo. Ostati bi morali notranje osvobojeni, skromni zgled drugim in opaziti človeka. To se mi zdi zelo ključnega pomena, zato je tudi leto, v katerem smo, poudarja to socialno pravičnost, družbeni nauk cerkve, ki vedno postavlja v središče človeka, njegovo dostojanstvo, skupno dobro, solidarnost, skrb za človeka. Na tem mestu pred parimi tedni spregovoril predsednik Evropske akademije, profesor Unger, pa je rekel, ob vseh poskusih in vsem, kar medicina lahko naredi, je tisto, kar na koncu lahko naredim, da bližnjemu pacientu stisnem roko. In je to na koncu še najboljše zdravilo. Seveda ob vsej medicinski znanosti, ki je nujno potrebna, da ne bo profesor Trontelj hud name. In tretja točka, ki bi jo rad poudaril, še Milane, je pa nevarnost fatalizma. Glejte, to je pa tisto, kjer smo tudi vsi skupaj, morda sploh v Sloveniji, nekako ranjeni s tem. Ja, tako je, pa se ne moramo nič. Če Sloveniji kaj novega se pojavi, kakšna nova ideja, nova vizija, nova misel, smo že vsi prestrašeni in navadno morajo mnogi tujino, da tam se dokažejo, to uresničijo, potem pa pride nazaj, če dobijo prostor. Se pravi, pomembno je, da zares čutimo, da se lahko nekaj spremeni. Če smo zares kristjani, potem je evangeljska logika novega začetka pravzaprav logika nove svobode bivanja in ni fatalizma. In Václav Havel, ko razmišlja o tem problemu fatalizma, pravi takole. Pred padcem Berlinskega zidu je Havel zapisal, da je bila značilnost držav vzhodnega bloka strašanska pasivnost, saj so bili ljudje prepričani, da se ne bo nič spremenilo, ne glede na to, ali bi kdo na kakršenkoli način ukrepal. Vsi smo bili del sistema. Kmalu zatem je seveda celotno srednjo in vzhodno Evropo pretresla revolucija, ki nas je vse izjemno presenetila. Stvari se lahko spremenijo. Nismo pričakovali, da bi lahko tako šlo. Pravi čudež pravzaprav je bil. Vendar Havel upravičeno vztraja pri trditvi, da je bil fatalizem vzhodne Evrope pravzaprav le zrcalo dosti hujše bolezni, za katero trpimo vsi in ki jo opisujejo kot vsesplošno nezmožnost sodobnega človeka, da bi obvladoval svoj položaj, da bi sprejemal odgovornost in v razumnosti tudi tvegal. Torej, pasivno se mi zdi eden od ključnih problemov tudi družbe, cerkve, okolja, v katerem živimo, če mislimo, da ne moremo nič narediti, da se ne more nič spremeniti, da tako in tako bo in bo konec. Lahko se nekaj spremeni, možno je, ampak v tem obdobju liberalizma, to je široka tema, jih imamo ne vem koliko vrst, o tem se zadnje čase malo več govori, ko je človek sam, meni se zdi ključen problem liberalizma ravno ta osamitev človeka, individualizem, poleg etične skepse, imanence in vsega tega. In ko je človek sam, takrat je šibak. Ko pa je šibak, ne more sprejemati odgovornosti, nima poguma, težko sprejema neke odločitve. Na vseh področjih to čutimo, tudi v cerkvi, tudi v odločitvi za duhovni poklice, pa za zakon. Pa še malo počakamo, pa še malo poskusimo, če bo šlo. To je tipično.
Ampak to je znamenje šibkosti človeka, ne pomoči, ne pa svobode, ki pravi nekdo, jaz sem pa svoboden, se ne bom odločil. Torej, to se mi zdi pomembno, da sprejemamo odločitve, da smo odgovorni, ampak ta človek je sam, nima moči. In kaj je še hujše, in s tem bi zaključil, ko je človek sam, šibak, nemočen, zaprt nek svoj svet, pa se pa še malo sam sebi smiri, pa morda po internetu, po kakšnih klepetalnicah malo bruha, tisto, kar se v njem nabira, je zelo odprt za vse mogoče manipulacije. Celo čuti potrebo po manipulacijah. Zato toliko manipulacij, kot jih je danes, v Evropi, po svetu, zlepa še ni bilo. Razlagali so mi to v Indiji, na Japonskem, v Evropi je tega veliko. Glejte, vse mogoče stvari, pa ne med preprostimi ljudmi v spodnjem kašlju, ampak med zelo tudi izobraženimi. Torej, izzivi, pred katerimi smo vsi skupaj kristjani, je ta, da zares odgovorimo na to, da se učimo poslušati, da različnost ni nevarnost, ampak obogatitev bivanja, različnost mnenj, ver, prepričanj, filozofij. Potem, da smo notranje svobodni. Poglejmo, kateri maliki nas mučijo. In da presežemo fatalizem, to neka vdanost, nič se ne more zgoditi in vemo, lahko se zgodi. Če vzamemo evangelij zares, gledajte, temeljno, kar je bilo pri vseh srečanjih Jezusovih, ne z množico. Množica je pojedla kruh pa šla. Z množico ni kaj dosti uspeha bilo. Ampak s posamezniki, človekom, osebnim srečanjem. V osebnem srečanju z Jezusom so ljudje od Samarijanke, Mateja, Zaheja, ne vem koga, začutili, da lahko začnejo znova. Da je svet lahko drugačen, da so oni lahko drugačni. In če to storimo kristjani v tej družbi, potem bomo najbrž bolj prepričljivi. In ta svet se začne spreminjati pa pri meni, pri tebi, pri človeku na osebni ravni in potem prehaja na raven odnosov. Hvala lepa in